Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Navdih za knjigo je pravzaprav dal kar, oziroma Lojze skupaj z ekipo družine. Prišli so do mene in so rekli, da bi napisali knjigo, in sem rekel, ok, ko bi to zgledali, so rekli, da bo Lojze mene sprašval, jaz bom odgovarjal, in tako je nastalo nekih 13 ur pogovorov in izdelek je bil zunaj. Tako da jaz nisem nič, jaz sem sam govoril, to mi kar gre, no, tako. In kaj ste želela povedati, oziroma kaj ste želeli povedati v tej knjigi? S knjigo smo želeli nekako združiti ali pa poglobiti kakšno vprašanja ali pa teme, ki sem jih že odprl preko medijev, preko prenosov svetih maš, preko video sporočil, ki jih objavljamo na spletnem portalu Le-Teja. Vsekakor pa, da bi prenesli veselo oznanilo v vsak dom. Pisana beseda je tudi taka, ki obstane, ki je lahko vsakič znova vzameš v roke knjigo in prebereš. Tako da bi ljudje tudi spoznali življenje enega duhovnika, življenje cerkve, življenje biti veren, Jezusa Kristusa. No, ta knjiga je verjetno tudi zaradi tega, ker je pisana zelo poljudno in lepem slovenskem jeziku, dosegla zelo visoko naklado. V 100 dneh, koliko? Nekaj preko 13 000. Ja, in da jih je nekaj 13 000 pa pol že prodanih, tako da sem zelo počaščen, mi je lepo, no, sem vesel tega. Kaj pa vas vse sprašujejo, ko se srečujete, ko predstavljate knjigo? Ja, vse sorte, od tega, kaj jem, do tega, kako moj dan zgleda, do tega, kaj rad počnem, pa če sem kdaj žalosten, ali pa če kaj naredim, da bi bil bolj vesel. In ne vem, kako smo knjigo pisali, ali pa kaj me navdihuje. Tako da, taka zanimiva, sproščena srečanja. To pomeni, knjiga nekako predstavlja tudi, kako izgleda vaš delovni dan. Ja, tudi na nek način, ja. Nakratko predstavite to vsebino. Ja, moj dan se začne običajno majčkeno pred 6. uro zjutraj z molitvijo, sveto mašo, uradnimi urami v pisarni. Zdaj danes recimo sem že kar nekaj bolnikov obiskal v domu starejših občanov, maša je bila, potem par maziljen, potem verouk, opoldne imam vedno kosil, skuha gospa Marija, popoldne zopet verouk, priprave na krste, priprave na poroke, zvečer maša, razne skupine, 2-krat na teden še snemam za Gol TV, duhovne oddaje. Tako približno, no, 10, pol 11 pa kukar skušam nekako malo zaključiti dan. In kakšni so načrti? Načrti, pele to, kar je naprej.